NN podcast s Suzano Lovec. Spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, evropske volitve so pred vrati, kampanja že teče, zato danes NN podcast o Evropski uniji, stanju, v katerem je, o kampanji, strankah, težavah, kontekstu in prihodnosti. O pomembnih stvareh za vas, za Slovenijo, Evropo in svet, za vas, to bi rada poudarila. Torej, Evropska unija, te volitve se nas tiče, se nas še kako tiče. Z nami je zato danes dr. Marko Lovec, politolog s katedre za mednarodne odnose, Fakultete za družbene vede, strokovnjak za Evropsko unijo. Dobrodošli na NN. Lep pozdrav. Najprej, da razčistiva, midva imava isti priimek, ker so bile že nekoč neke domneve o tem, da sva sorodstveno povezana. Nisva ne brat in sestra, niti mož in žena, pa zgolj naključja slovensko. Ne, da bi vedela. Ne, da bi vedela, tako. Surs pravi, da je zelo malo ljudi z priimkom Lovec v Sloveniji, tako da možnost je, ampak ne, da bi vedela. Ne, da bi midva vedela za kakšno bližnje sorodstvo, tako je. Začela bom tukaj. K temu vsemu, kar sem naštela, še prideva. Torej, k temu, zakaj je Evropa pomembna, zakaj je fajn iti voliti, kakšni so problemi. Ampak pojdimo zdaj malo ožje. Opazila sem eno vašo izjavo v Reporterju oziroma v 7. valu Primorskih novic. Vi ste že bili, kot ste takrat rekli, malo provokativni in ste predlagali v bistvu Janeza Janša za komisarja. Oziroma citiram, če bi bili malo provokativni, bi bilo mogoče celo boljše, da, če bodo stranke znotraj Evropske ljudske stranke dosegle absolutno zmago, vladajoča koalicija Evropskega komisarja išče znotraj teh strank. V preteklosti smo se že šalili, da bi lahko bil to Janez Janša, človek s kilometrino, prepoznanje in je tudi v fazi svoje kariere, ko mislim, da potrebuje to vrstno funkcijo. Odvisnost med njim in njegovo stranko postaja že breme, to vsi opažamo že precej časa in to bi lahko bil zanj način, da bi lahko lepo končal svojo kariero. Žal si s svojimi tviti in izpadi v preteklosti ta vrata zaprl, tudi če odmislimo, da je zaradi politične polarizacije in pa pomanjkanja strateškega premisleka na levi sredini v Sloveniji ta možnost verjetno zadnja, ki bi jo na levi sredini hoteli podpreti. Novinar vas vpraša, torej bi se s tem v narekovajih znebili Janše in vi pravite, mislim, da bi bila ta rešitev dobra za vse. Torej, Janšo torej za komisarja, kateri resor? Mogoče za obrambo. Evropska ljudska stranka je napovedala, da si želi ta novi resor. Janša je bil že nekoč obrambni minister, tudi zelo se je angažiral, takrat, ko je bil nazadnje premier v odnosu do Ukrajine in mogoče bi mu ta resor ustrezal. In kot je bilo rečeno, tudi več drugih muh bi lahko na ta mah ubili, ampak recimo, če razmišljamo o nekem scenariju Evropske unije po volitvah z močnejšimi desno-sredinskimi strankami, v močnejšem položaju, če razmišljamo o možnosti, da bo recimo Donald Trump zmagal na volitvah v Združenih državah, bi lahko v neki tej konstelaciji Janša tudi odigral pomembno vlogo. Kaj to je, torej win-win situacija za Slovenijo, za njegovo stranko, če vas prerazumem, za levico slovensko? Mislim, če gre za neke vrste provokacijo, s tem sem v bistvu želel predvsem povedati, opozoriti na neke probleme slovenske evropske politike. Slovenija žal v zadnjih 10-15 letih ni proizvedla veliko kadrov tovrstnega profila, se pravi, ki bi imeli politično prepoznavnost, kredibilnost, kilometrino, izkušnje, imenik s telefonskimi številkami ljudi iz drugih držav članic in bi bili sposobni upravljati tovrstno funkcijo. In Janša je na nek način ostanek prejšnjega sistema, ostanek tranzicije, edini politik je v bistvu, ki je vso to obdobje preživel, ostali so se upokojili že na tak ali pa drugačen način v zadnjem obdobju, celo so imeli rok trajanja večinoma samo do naslednjih volitev. In ta omejen kadrovski bazen, to, da je eden od redkih, ki bi bil sposoben upravljati to vrstno funkcijo, ki bi jo lahko upravljal, ki ima tudi politično prepoznavnost, ki bi lahko dal smisel evropskim volitvam, zato ker ljudje v Sloveniji ne odhajajo na evropske volitve, tudi zaradi tega, ker ne razumejo, kaj bodo s tem izvolili, kaj bodo s tem spremenili. Nimajo pred sabo neke osebe, ki bi bila sposobna potem izvajati nek evropski politični program, pri kateri vedo, kaj lahko
pričakujejo. Tako da Janša je pač po eni strani eden redkih, po drugi strani je pa oseba, ki zelo polarizira že slovenski politični prostor in to svoje vedenje nekako prenesel tudi na evropski prostor v času predsedovanja ali pa pred predsedovanjem svetu EU, takrat, ko je bil nazadnje premier. In je tudi tam povzročil veliko odzivov, negativnih odzivov in si je na ta način zaprl. On kot eden redkih, ki bi lahko to vrstno vlogo opravljal, si je hkrati zaprl tudi na ravni Evropske unije ta vrata. Tako da šlo je bolj za neko opozorilo v zvezi s tem, kako ne bi stvari delovale, če bi bili normalna država in kaj vse je narobe, zakaj nismo. Zdaj, kako pa ocenjujete Tomaža Veselo, ki ga v bistvu Gibanje Svoboda ponuja za komisarja? Jaz zdaj pač nisem strokovnjak za stvari, s katerimi se gospod Vesel ukvarja. Pač slišati je, da je dober v tem, kar počne. Ne pomeni pa to, da je tudi dober kandidat za komisarja. To je zdaj več problemov. Pač od Lizbonske pogodbe naprej si želimo, nek tak trend je, da so komisarji politično profilirane osebe, se pravi politično prepoznavni. Ljudje so prepričani, da bodo ti ljudje sposobni izvajati nek političen program z vsem, kar pač k temu spada. In on je pa v bistvu nekje z nekih strokovnih krogov, neko javno funkcijo je upravljal, ki ni, ali pa ne bi smela biti povezana z politiko. In verjetno ga je Gibanje Svoboda zdaj izbralo za kandidata zaradi tega, ker so imeli težavo s sestavljanjem svoje liste in so potem s tem, da pokažejo, da imajo kandidata za komisarja, to hoteli malo kompenzirati, nekako se vrniti v igro, pokazati koalicijskim partnerjem, volivcem, tudi opoziciji, če želite, da pričakujejo, da bodo dobili največ glasov v okviru trenutne vlade in zato, ker je vlada tista, ki predlaga komisarja, bodo potem oni tisti, ki bodo dali ta predlog. Na nek način so skušali dati nogo med vrata, pa tudi malo prehiteti stvari. Ja. Lenarčič, se vam zdi, ste rekli, da je bil neprepoznaven, z njim Slovenija tudi neprepoznavna, pa je bilo v tem mandatu kar veliko priložnosti, kjer bi na tej konkretni funkciji v bistvu bil lahko zelo prepoznaven. To je to, čemur vi pravite, v bistvu, da smo pošiljali birokrate. Ja, mogoče še pri Veselu je še ta težava, da nismo prepričani vnaprej, katero mesto bomo dobili. To bo zdaj stvar neke matematike po tem, ko bodo volitve končane. Naš premier, njegova stranka spada v liberalno družino. V tej družini strankarski se obeta nekoliko slabši rezultat. To bo potem vplivalo na ponujene možnosti in zdaj, če mi že vnaprej vse stavimo na enega kandidata, se nekako še dodatno omejujemo manevrski prostor. Potencialno pa lahko si povzročimo tudi težave, ker ko bo prišlo do predstavitve in glasovanja potem v Evropskem parlamentu, lahko tudi ta politična teža tistih, ki bodo dobili volitve, pa tudi vpliv drugih slovenskih strank znotraj njihovih strankarskih družin tu deluje proti Tomažu Veselu. Situacija je podobna, kot je bila z gospodom Lenarčičem. On je tisti, ki to bolje poznajo, pravijo, da je zelo dobro opravljal svojo nalogo, ni pa seveda bil politično profiliran in takrat ga je Šarčeva vlada imenovala zato, ker ni imela zelo prepoznavne evropske agente, ni imela ljudi in je pač nekoga, ki je bil najbolj vpet v to odločanje po neki birokratski plati, človeka, ki je bil na stalnem predstavništvu, uporablja za to funkcijo. Če pogledamo glasovnico, ki se je zdaj izrisala, glasovnica za tokratne volitve, kot je rekla moja novinarska kolegica Barbara Smaila, to je stranger than fiction. Torej, na zadnjem mestu je nič od tega. Zdi se tako v resnici, kot da je bilo tako mišljeno.
Se vi strinjate z Andražem Zorkom, ki pravi, da v bistvu bodo od te, torej na zadnjem mestu, nič od tega bodo največ dobili v bistvu od tistih, ki bi bili sicer oddali neveljavno glasovnico? Ja, zdaj lahko vidimo, da se je precej enih list pojavilo, ki niso najbolj resne, a ne, in mogoče tu sam vidim, nekateri mislijo, da bo to škodilo predvsem levo-sredinskim strankam, ki nekako svojimi idejami ciljajo na ta bazen volivcev, ampak učinek tega, da je precejšnjo število teh list, je lahko tudi ta, da bo to demotiviralo volivce na levi sredini, zato da se odločijo za alternativo uveljavljenim vladnim levo-sredinskim strankam. Namreč, če bi šlo samo za eno ali pa dve stranke, bi ti dve stranki ali pa ta stranka imela več medijskega prostora, več pozornosti in bi jo lažje volivci identificirali kot alternativo na levi sredini, ko gre za uveljavljene stranke. Tako imamo pa zdaj takšno število in vmes so tudi neke te recimo temu neresne liste, da se bo pozornost volivcev, ki so nekako znotraj levo-sredinskega bazena, pa jih ne zanimajo vladne levo-sredinske stranke, porazgubila. To bo nastal nek tak paket strank, za katere ni vredno glasovati, in do tega bo prišlo, recimo, ker bodo verjetno vse te stranke uporabljale podobne orodja, socialna omrežja in tako naprej, in se bo že tam pozornost razpršila, in tudi zato, ker jih bodo verjetno mediji na soočenjih zapakirali v nek paket druge lige. Se pravi, najprej imamo vladne stranke, ki jim po anketah dobro kažejo, opozicijske in tako naprej, potem imamo še pa neko drugo ligo, kot češ, to so pa posebneži, in bo že to odzelo neki pozornosti, in tudi med sabo bodo ti posebneži v narekovajih morali tekmovati za pozornost s tem, da bodo licitirali radikalne ideje, in to jih bo naredilo še manj sprejemljive za nekega zmernega volivca. Z referendumi pa očitno bomo več teh zmernih volivcev dobili na volitve junija. Pa konkretno, kako ocenjujete v bistvu ta projekt? Kako ga vidite, da torej nič od tega? Se pravi, Andraž Zorko je rekel, da bojo verjetno pač pridobivali ti, ki bi sicer oddali neveljavne, čeprav izpisano bo celotno ime, te liste, ne samo nič od tega. To je vseeno treba vedeti. Mislim, kako vidite v bistvu ta projekt? V politiki to ni redkost, pojavljajo se na različnih volitvah tovrstne liste, ki pač opozarjajo na neko absurdnost, bizarnost sodobne politike, ampak vseeno mislim, da je neka resnost povezana s temi prihajajočimi volitvami. Ljudje niso, se mi zdi, zadovoljni s tem, kako stvari trenutno so v državi, na evropski ravni, razmišljajo, kaj bi bilo potrebno storiti. Mislim, da ne razmišljajo na način, da je vse eno, da ne more biti še slabše, lahko je še slabše, in se mogoče za to vrstno izbiro odloča nek zelo majhen del volivcev. Ne pričakujem tu nekega preboja poslanskega mesta, karkoli. Kaj se vam zdi v Sloveniji tokrat specifika tokratnih evropskih volitev? Zdaj, veliko smo že rekli v prejšnjih podcastih, ki sem jih imela, kjer smo tudi govorili o evropskih volitvah, da se v bistvu v Sloveniji zelo specifično tudi evropske volitve zelo notranje politično v bistvu dogajajo. Da je to veliko bolj kot v tujini. Polona Fjavš recimo je dala primer Nemčije, kjer je delala kot dopisnica, da je v Sloveniji veliko bolj notranje politično. Nekaj ste že omenili, ste zdaj rekli, v bistvu ta razpršenost, pa ta druga liga levih recimo. Kaj pa se vam tokrat še zdi recimo specifika? Mislim, da te manjše liste z nekimi posebnimi programi ali kakorkoli niso krivec za to, da se ne pogovarjamo o evropskih temah. Glavni problem v Sloveniji je, da imamo majhno število evropskih poslancev, to je pač neko objektivno dejstvo, do zdaj jih je bilo 8, zdaj jih bo 9 in pač to majhno število ne more imeti ne vem kakšnega vpliva. Drugi problem je, da se evropska politika oblikuje na ravni Evropskega parlamenta in na ravni držav članic. Pravi, dva zakonodajalca imamo, in če želimo, da stvar deluje, da ima država vpliv,
mora biti aktivna vlada in hkrati poslanci v Evropskem parlamentu. In potem so tu še povezave med ljudmi, ki sedijo v vladi, so del koalicije, so aktivni znotraj strank in te stranke imajo povezave s sorodnimi strankami v tujini. Se pravi, na več ravneh morajo te povezave delovati, zato da ima lahko država neko učinkovito evropsko politiko. Mi pa vemo, prej smo se že pogovarjali, na desni sredini ima Janševa stranka neko hegemonsko vlogo, zagovarjala je neke precej desne, radikalne ideje, izolirala se v precejšnji meri, teh povezav zdaj ni ali pa imajo omejen vpliv. Tudi vidimo, da Janša, ko je na oblasti, zelo potem mobilizira volivce proti sebi in ne dobi še drugega mandata in to so potem spet neke ovire v smislu konsistentnosti. Na drugi strani pa na levi sredini težavo, zato ker se stranke hitro pojavljajo in izginejo in v bistvu sploh ni časa, da bi politiki si zgradili te povezave in te mreže in bili sposobni neke učinkovite, konsistentne evropske politike. In potem vse to nekako demotivira volivce, zaradi vseh teh pogostih volitev navznotraj in te dinamike in problemov se ves čas obračamo k notranjim problemom. In recimo, kaj pričakujemo na volitvah, katere teme. Pred samo kampanjo so se pojavile migracije z temi centri azilnimi, ki jih je vlada načrtovala, z nesrečnim tajmingom in to je recimo neke vrsta evropska tema. Pogosto se pojavlja, čeprav Evropska unija v resnici sploh nima migracijske politike, pa lahko o tem mogoče kasneje govorimo. Ampak zdaj za samo kampanjo, včeraj sem gledal oddajo Tarča, so pa v ospredje prišle povsem neevropske teme. Recimo precej je bilo govora o Palestini, potem je bilo govora o tem, kakšna je dinamika med posameznimi strankami, težave s sestavljanjem list, maščevanje posameznikov, ker se niso pojavili na določenem mestu na listi. Pravi, v ospredje je prišla ta neizkušenost, nestabilnost v strankarskem sistemu, notranji problemi. Ki pridejo potem na plano tudi pri evropskih. No, sej tukaj kot konsekvenca tega, kar ste rekli, vidimo to, kar se dogaja pri zelenih. V Sloveniji torej imamo zdaj na evropskih volitvah torej recimo Prebiliča za stranko Vesna in pri zelenih od Čuša, ki je bil včasih SDS. Torej, pri njemu Grošelj, ti tako imenovani odpadniki iz Gibanja Svoboda, torej Grošelj, Merlo in tako naprej. Kdo so pravi zeleni v Sloveniji? Mislim, če gremo na evropske volitve in tisti, ki hoče zelene voliti. Pozabili smo še Luko Mesca, ker je včeraj na Tarči dal roko zelenim strankam in je rekel, da je čas, da sodelujejo med sabo. Tako, če bi se malo pošalili, če bi te stvari prešteli, vidimo, da imamo v Sloveniji več kandidatov zelenih za evropskega poslanca, kot se po anketah zdaj pričakuje, da bo vseh zelenih evropskih poslancev izvoljenih. Kar neko gnečo in mogoče se bo na koncu zgodilo, da nihče od teh sploh ne bo izvoljen. Zdaj neke ankete recimo so kazale, da je Vladimir Prebilič imel možnost, na predsedniških volitvah se je relativno dobro odrezal, ampak tam je neka druga dinamika, tam se išče sredinski kandidat. Tu na evropskih volitvah bo osebnost je še vedno zelo pomembna, preferenčni glas je, cela država je ena volilna enota, ampak v ospredje bodo vseeno bolj prišle neke teme, ki so bolj polarizirane, kjer se bolj pokažejo razlike, kot pa iskanje skupnega imenovalca. In mogoče včeraj na Tarči je Vladimir dal neki takih izjav zelo že opredeljenih, glede Palestine, ampak na drugi strani s tem lahko tudi odvrne del volivcev. Grošelj je recimo govoril o podobnih stvarih kot on, oba imata podobno ozadje, podobno izobrazbo in tako naprej, ampak je recimo se bolj zmerno pozicioniral. Tako da tu se zna zgodi, da bo prišlo do nekega drobljenja. Hkrati pa je potem še Luka Mesec uskočil z to roko zelenim strankam. Mislim, da je to zelo spretno naredil in je ugotovil, da mogoče s to številno ponudbo na zelenem delu, lahko pa vseeno Levica kot bolj etablirana stranka
pridruži to temo, svojemu programu in mogoče postane, glede na to, da bo verjetno boljšo možnost imela za predstavljati svoj program v medijskih terminih in tako naprej, postane tista izbira, ki jo bodo ob fragmentaciji drugih zelenih strank potem nekateri volivci, mogoče mlajši, urbani, izbrali. Če to povežemo še s to kampanjo poti z vlakom v Bruselj, se mi zdi zelo posrečena, do zdaj ena bolj posrečenih stvari v kampanjah strank pred evropskimi volitvami, vidimo, da tu obstaja neka možnost. Kaj pa to, ko sem rekla, torej vidimo na eni strani Čuša, včasih SDS, Grošlja. Mislim, je tukaj res dokaz, da je politika umetnost možnega, kot je tudi naslov enega od podcastov o politiki. Ja, vsi veste, da je Grošelj v preteklosti bil zelo kritičen do nekaterih stvari, recimo tudi do Vučićevega režima in tako naprej. In zdaj, če pogledamo, kje je pristal, bi lahko rekli, da je naredil celoten krog možnega, celoten obrat v tem, s kom se je mogoče povezovati. Stevanovićeva resnica, kako bi jo opisali v boju za te evropske volitve? Ja, oni so začeli za to temo covida. Takrat je ta stranka vzniknila, dobila podporo zaradi zelo slabo skomunicirane politike Janeza Janše. Ljudje so bili nezadovoljni z različnih razlogov, neke omejitve, prisila, slaba komunikacija in tako naprej. In v bistvu je mobilizirala precejšen del volilnega telesa, ki je prej bil nekako neviden. Dostikrat je šlo za volivce, ki se sploh niso udeleževali volitev, pa so zdaj prvič postali politično aktivni, ker je nekdo dregnil v njihov življenjski prostor. Nekdo je prvič od njih zahteval nekaj, kar prej nihče ni, ali pa jim je omejeval neke pravice, ki so prej bile samoumevne. In učinek je bil precejšen. Če bi recimo na teh volitvah zadnjih parlamentarnih leta 2022 sešteli glasove obeh covidnih strank, bi ta skupna covidna stranka presegla volilni prag, kar je glede na raven udeležbe, ki je bila zelo visoka, to je ogromno, gre za ogromno število glasov. Tako da tam so si ustvarili nek potencial. Potem je bilo po volitvah zatišje in potem je Ukrajina postala kmalu ta nova tema. Od začetka še ne, ker je bil ta šok tega, kar je Rusija naredila, ampak potem s časoma, s cenami energentov, z neko utrujenostjo od te vojne, pa so v ospredje bolj prišli neki glasovi potem, da je treba konflikt končati, da želimo mir in tako naprej. In zdaj vidimo, da je kar nekaj strank, ki na tem valu jezdi, imamo še to Lipuščkovo listo, pa tudi same Levica znotraj vladne koalicije, pa mogoče še kdo, mogoče tudi del Socialnih demokratov, tako da očitno tu med volivci v Sloveniji, precejšnjim delom volivcev na levi sredini, pa tudi pri nekaterih desno od sredine nek občutek nastal, kot da se je Zahod preveč vmešaval v neko interesno območje Rusije in da je treba narediti korak nazaj. Čeprav sam tega čist ne razumem, kaj ne bi ta korak nazaj pomenil in ta prizadevanja za mir, ker pač imamo tam agresorski režim in mir pomeni, da mu enostavno pustimo, da si vzame državo. In kaj zdaj to pomeni za ljudi tam, kaj pomeni za prihodnost sveta, mednarodnih odnosov, zelo slabe stvari. Če pustimo temu režimu, da si vzame državo, bodo v bistvu sledile čistke. Vsi, ki so kakorkoli sodelovali z obstoječim režimom, demokratičnim režimom, vsi, ki so bili vključeni v vojaške operacije in tako naprej, v bistvu se grozne stvari tam, neke genocidne stvari tam obetajo. Zdaj, tisto, kar pa vladna koalicija recimo skuša početi, da malo preusmerja pozornost na neko temo, kjer pa lahko s svojimi stališči pridobi na svojo stran te mirovnike, ali kako bi temu rekli, pa je, da se osredotoča na vprašanje Palestine. Tu vidimo predvsem socialne demokrate, da se na to osredotočajo in s tem nagovarjajo ta mirovniški bazen, kažejo, da si upajo, da so pogumni, da gredo tudi proti Zahodu, čeprav gre na nek način za
simbolno početje, pomagamo nekomu, ki je zelo daleč, to nas ne boli, tudi vprašanje, če zares jim pomagamo. Ne? Recimo Cerar je bil, Miro Cerar je govoril teden nazaj v oddaji na nacionalni televiziji, da je govoril z palestinskim zunanjim ministrom in ga je vprašal, kaj Palestina sploh želi, kaj potrebuje, in da je bil odgovor palestinskega zunanjega ministra, da to niso neke izjave, priznanja, kakorkoli, ampak da v bistvu oni potrebujejo finančno pomoč. A ne? In Slovenija, zdaj, če bi res želela pomagati, bi mogoče to bila boljša pot, da se vprašamo, kaj lahko konkretno naredimo. In tudi zunanje ministrstvo, zunanja ministrica, ne, če bi res bila želja, da premaknemo stvari, bi bilo mogoče bolj, da si zastavimo neke zmernejše cilje, pa potem poiščemo zadostno podporo, zgradimo dovolj močno koalicijo. Se pravi, namesto da ministrica potuje na Bližnji vzhod, zato da tam posluša in daje že znana stališča, bi bilo mogoče bolj, da se zelo aktivira znotraj sveta Evropske unije, preprečuje druge države, nagovarja ciljne javnosti v drugih državah, da se za neko zmernejšo stvar oblikuje dovolj močna koalicija. Jaz mislim, da in neke omejitve pri izvozu orožja v Izrael in sankcije proti naseljencem na Zahodnem bregu so neke stvari, za katero bi lahko bila v Evropski uniji dovolj velika podpora, in mislim, da bi to tudi lažje doseglo neke cilje, ki jih želimo doseči, prekinitev spopadov in potem trajni mir, trajno ureditev odnosov med obema entitetama. Mislim, da bi s to vrstnimi koraki to lažje dosegli kot z priznanjem. Vidim tu to vlogo priznanja kot zelo politično, nekaj, kar zdaj posrka pozornost in kar omogoča vladni koaliciji tudi, da se pokaže kot tista, ki odgovarja potrebam volivcev, in sporočilo je, da ni potrebe po teh bolj skrajnih mirovniških, evroskeptičnih mirovniških listah, ki se hkrati pojavljajo. Pa mislite, da ti evroskeptiki, antivaks, vsa ta množica, prorus, vse to, kar se je tukaj nabralo, da bodo torej prišli, pa obkrožili, mislim, bodo prišli na evropske volitve? Tisti, ki podpirajo te stranke, potencialno mislim, da ne bodo prišli v večjem številu. Takrat leta 2022 so prišli na parlamentarne volitve, ker je Janševa vlada posegla v to njihovo sfero. Spravi, to so ljudje, ki so bili prej nepolitični, seveda so nekje za šankom kritizirali stvari, ki se dogajajo, ampak se niso podrobno spuščali in si niso vzeli časa za volitve ali pa kaj takega. Mogoče so kdaj kaj napisali na Facebooku ali kaj podobnega. Ampak ta poseg v njihove pravice, ta enostranska komunikacija jih je pa toliko ziritirala, in spomnite se protestov, vodnega topa in tako naprej, da so šli na volitve, da so želeli, da Janša gre. Zdaj, a imajo občutek, da lahko na teh volitvah karkoli toliko podobnega dosežejo? Mislim, da Janša zaenkrat drži dovolj nek zmeren ton, tudi recimo, če gledamo nastop Zvera včeraj in tako naprej, da s tem pretirano ne mobilizira svojih nasprotnikov. Tu imamo vlado, ki ima tudi relativno nizko podporo, ker je obljubljala številne reforme, ki jih potem ni uspela izvesti, in se zdaj oklepa nekih bolj teh simbolnih vprašanj, recimo Palestina in tako naprej, ustavlja je padanje podpore, in da bi lahko zdaj v tem okviru nekaj bilo takega, kar bi ključno manjkalo ali pa bi iritiralo te evroskeptične volivce, ki vidijo povsod teorije zarote, ki ima občutek, da jim nekdo nekaj jemlje, sam tega ne vidim. Samo še eno stvar na to notranjo politiko oziroma na naše razmere, pa grejo potem na širše. Kakšen je pa ta odnos med SDS in Novo Slovenijo, če gledamo v luči evropskih volitev? Zdaj, zelo je buren, zapleten zadnja leta, ampak pri približajočih se evropskih volitvah, kako vidite ti stranki? Gre za dve stranki, ki sta del iste evropske družine, Evropske ljudske stranke. Zdaj vprašanje je tudi, kako gledajo na SDS znotraj Evropske ljudske stranke, verjetno nekateri malo postranijo na tiste tvite in podobno. Veliko je tudi enih scenarijev, kaj bi se utegnilo zgoditi po volitvah, recimo Kas Mut, to je vrhunski strokovnjak za populizem,
je pisal o tem, da obstaja možnost, da bi nekatere stranke, ki so trenutno del zmernih teh skupin, družin evropskih političnih, lahko izstopile iz svojih političnih družin, pa na ta način prisilile te, recimo Evropsko ljudsko stranko, neke sredinske stranke, da se obrnejo bolj proti desni, da grejo v koalicijo z bolj desnimi političnimi skupinami in da v koalicijo ne sprejmejo recimo liberalcev, zelenih, socialistov in demokratov. Ne. Vidimo tudi Melonijeva je dala neke izjave v to smer. Ne. In tu recimo gre za Janšo, za naš SDS, ampak to je neko omejeno število glasov. Janša je tudi sam omenil, da vkolikor pride do iste koalicije na evropski ravni, bo njihova stranka izstopila iz Evropske ljudske stranke. Potem se je omenjal še Orban, ki trenutno ima neke proste poslance. Vprašanje, kaj se bo pri njih zgodilo zaradi tega protestnega gibanja, ki je malo razdelil Fidesz, škandalov, ki so bili na Madžarskem. Bomo videli, kako bo zdaj to vplivalo na rezultat volitev. Potem se je omenil še Robert Fico. Zdaj se je zgodil atentat, to zdaj povzroča neko nepredvidljivost v zvezi s tem. In potem je še na Češkem Babiš, tudi v bistvu njegovi glasovi bi lahko se premaknili k eni od teh desnih političnih družin. Ampak če gledamo čisto statistično, če verjamemo trenutnim anketam, trenutnim projekcijam, moj pač neki izračun kaže, da je to še vedno premalo, da bi prišlo do oblikovanja desno-sredinske koalicije, se pravi med Evropsko ljudsko stranko, evropskimi konservativci in reformisti in identiteto in demokracijo. Se pravi, neka statistična možnost obstaja, ampak to se trenutno ne zdi zelo verjetno. In tudi sprožilo bi odziv znotraj same Evropske ljudske stranke. Povezujejo se z nekom, ki jih je izseljeval, in hkrati se povezujejo s strankami, s katerimi se doma ne želijo. Recimo v Nemčiji njihova CDU, CSU bi nekako sodelovala z AfD. Ta scenarij se mi zdi manj verjeten. Bolj verjetno pa je, da bo del evropskih konservativcev in reformistov, to je zmerna desna evroskeptična stranka, v kateri je veliko vladnih strank, recimo Italija, pa bivša poljska vladna stranka Red in pravičnost, da bodo te stranke na nek način podprle novo komisijo, podpirale določene politike, ampak tudi to ni bistvena sprememba, zato ker smo temu bili priča že zdaj, že v tem mandatu. Tako da sam zaenkrat nekih bistvenih sprememb ne pričakujem. Je pa to, da recimo Janševa stranka na evropski ravni trenutno sodeluje z liberalci, socialisti in demokrati, se pravi ta njihova družina, Evropska ljudska stranka. Doma v Sloveniji imamo pa to izjemno polarizacijo, kjer je to vrstno sodelovanje nesprejemljivo, tudi en znak tega, kako zelo so pri nas stvari narobe. Razložite nam, prosim, kako se dela projekcije izidov volitev. Torej, kakšna je razlika Europe Elects pa Poll of Polls? Ja, zdaj to, kar je javno dostopno, ni zelo dobro. Jaz žal do drugih stvari tudi nimam dostopa, tako da nekako, in tudi večina drugih najbrž svoje ocene dela na podlagi tega, kar je dostopno. Zdaj, te zbirnike anket temeljijo na javnomnenjski podpori strankam v posamezni državi in potem se to vse skupaj sešteje na evropski ravni in se pretvori v število mandatov. Problem pa je, ker podpora posameznim listam na evropskih volitvah ni nujno zelo tesno povezana z neko splošno javnomnenjsko podporo, ker javnomnenjska podpora strankam izven običajnega volilnega obdobja, marsikje zdaj smo nekje na sredini volilnega cikla, recimo v Sloveniji, je lahko odraz nekih vladnih politik. Ljudje ponavadi izvolijo neko vlado, potem zatem še malo zraste podpora, to je ta učinek zmagovalca, pa ko se začnejo neke reforme, pa tudi problemi, pa dostikrat podpora pade, sploh recimo v prvi polovici mandata se vlade dostikrat lotevajo nekih manj priljubljenih reform, proti koncu mandata pa bolj priljubljenih, da se spet dvignejo podporo, tako da ta notranja dinamika in tudi v drugih državah, recimo velikih, Francija, Macron zdaj počasi končuje svojo politično kariero, ima težave,
zaradi različnih razlogov in se to potem kaže v tej javnomnenjski podpori ali pa v Nemčiji, smo imeli proteste kmetov, koalicija njihova ima težave, in se to spet kaže v javnomnenjski podpori posameznim strankam. In zakaj to omenjam? Ne zato, ker so te dve države so toliko velike in prispevajo toliko poslancev, da lahko že ta notranja dinamika v Nemčiji in Franciji potem vpliva na seštevek vseh glasov nekih strankarskih družin na evropski ravni. Nemčija in Francija prispevata ogromno število, veliko število teh evropskih poslancev. Zato moramo vedno biti malo previdni, ker kampanja se je pa nekako šele zdaj prav začela, zdaj šele poznamo liste, kandidate, začenjajo se prva soočenja. Sicer na zadnje, ko sem pogledal, bistvenih sprememb še ni v teh trendih, ampak mogoče čez teden, dva se pa utegne že kaj pokazati. V Nemčiji recimo tudi neki postopki potekajo proti članom AfD-a, za nekaj odstotnih točk je to že vplivalo na njihovo podporo in tudi na samo statistiko družine, identitete in demokracija na evropski ravni. Mogoče se bo to še v večji meri pokazalo v prihodnjih tednih, ko se bo ljudje dejansko začeli pogovarjati o evropskih temah, programih, rešitvah, manj pa o tem, kaj je doma narobe v naši notranji politiki. In razlika med Europe Elects in Poll of Polls, ene so bolj leve, druge bolj desne, če tako zelo rečem, oziroma vi pravite, da tudi ustvarjajo javno mnenje, ne samo, da ga probajo izmeriti. Ja, seveda, ankete vedno tudi ustvarjajo javno mnenje, pač ljudje smo del neke politične skupnosti, ne govorimo z vsemi člani te skupnosti, je pa anketa tista, ki to nadomešča, to klimo v širši politični skupnosti nam prikazuje. In tu so različni načini, kako recimo z vprašanji, z samim bazenom. Vemo, da javnomnenjske agencije recimo ne delajo anket na podlagi naključnega vzorčenja vseh prebivalcev v neki državi, ampak imajo običajno svoj bazen anketirancev, neko dovolj veliko število in potem znotraj tega bazena, tistih, ki so pripravljeni odgovarjati, vzorčijo. Spravi imamo že vzorec znotraj vzorca, hkrati s tem pa uporabljajo potem tudi neke statistične metode, zato da dosegajo neka povprečja, da dosegajo kvote znotraj različnih demografskih skupin in tako naprej. Tako da predvsem, ko recimo prihaja do večjih družbenih sprememb, ko se mobilizirajo deli volilnega telesa, ki se običajno ne in tako naprej, lahko potem pride tudi do večjih odstopanj. In recimo na Nizozemskem se je na zadnjih volitvah, kjer je Geert Wilders zmagal, to pokazalo in pokazalo se je celo, da so bile vzporedne volitve nezanesljive, ki bi morali biti zelo, ker pa za iste ljudi, kot so šli na volišča. Tako da neka možnost odstopanj tudi obstaja. Pojdiva zdaj tja k osnovam, kjer sem v bistvu želela začeti, pa se zdaj vračava tja. Torej, vprašanje je namerno naivno in hkrati namerno direktno. Zakaj je Evropska unija pomembna? Ja, Evropska unija je pomembna zato, ker smo premajhni, da bi preživeli v svetu, v katerem danes živimo. Pa to ni samo zaradi 21. stoletja. Evropska unija, njeni predniki, Evropska gospodarska skupnost je bila vzpostavljena recimo tam v 50-ih, pa prej še skupno za premog in jeklo in tako naprej, v nekih pogojih, ko so evropske države same zase s svojimi nacionalnimi politikami postale ovira za lastno preživetje. Je bila potreba, da sodelujejo, da se povezujejo. In isto stvar opazujemo danes, v nekem svetu, globaliziranem, svetu, kjer prihaja do vzpona avtoritarnih držav, ki uporabljajo tudi agresivna sredstva, v svetu, kjer se ni mogoče več zanesti povsem tudi na atlantsko partnerstvo, se pravi na Združene države, je pač nujnost, da se povezujemo s podobno mislečimi državami znotraj evropskega kontinenta, zato da zaščitimo svojo fizično varnost, svojo blaginjo, svoje vrednote, in pač zato je Evropska unija najboljša rešitev, ki jo trenutno imamo. Možnosti so neke druge, pač recimo regionalni trgovinski sporazumi, neka regionalna organizacija, ampak mislim, da nič, kar trenutno obstaja vzporedno z Evropsko unijo, tega ne more nadomestiti. Seveda pa hkrati Evropska unija te vloge ne upravlja idealno, je pač nek politični kompromis. Obstaja pa možnost seveda, da se izboljša, prilagodi v prihodnje. Zato gremo na volitve. No, saj to, ja, to je bilo še eno naivno in neposredno vprašanje, zakaj na evropske volitve? Ja, na evropske volitve zato,
da bomo pač prispevali k temu, kako bo Evropski parlament izgledal v prihodnje. Zdaj, jaz sam sicer ne bi ljudi silil, da grejo zgolj za to, da dajo neko legitimnost obstoječim strankam ali kakorkoli, če pač mislijo, da to ni pomembno, ne grejo. Ne. Tudi nizka udeležba je nek znak, je nek signal, ne, in je zahteva po refleksiji. In v tem smislu tudi nisem najbolj navdušen nad tem, da bomo hkrati imeli referendume. Jaz razumem namero, tako to širšo, da se ljudi pripelje na volitve, da ne bomo nekje na dnu tistih evropskih lestvic in potem se bodo vsi spraševali, zakaj, kaj je z nami narobe. Razumem tudi neko politično taktiko, pripeljati lastne volivce in tako naprej. Ampak mislim, da je z vidika namena evropskih volitev to napačen pristop. Da tisto, kar bi potrebovali, je kredibilne kandidate z dobrimi idejami, uresničljivimi idejami in da bi to bil najboljši način, kako pripeljati ljudi na volitve. Ne. Tako in verjetno tudi močne kandidate, ne, da bi dajali na liste, da bi v bistvu pokazali resnost. Ne. Tako je, ljudi, prepoznavne politične obraze, kredibilne, za katere smo prepričani, da bodo sposobni nek program zagovarjati in tudi speljati, če gre pa za izvršno funkcijo, ne, za komisarje. Mojca Širok, dopisnica RTV iz Bruslja, je za oddajo Globus o tem, zakaj bi se ljudje morali bolj zanimati za dogajanje v evropskih ustanovah, rekla tako, da je glavni problem v razumevanju, kaj to sploh Bruselj je. Ona pravi, Evropska unija je kot blok 27 stanovanj, predsednica Evropske komisije je kot predsednica hišnega sveta in lahko predlaga, kar želi, obnovo fasade, obnovo strehe, novo dvigalo, a odločili bodo lastniki stanovanj. In če eden proti, tega ne bo. EU ni Bruselj, ampak so države članice in njihovi državljani. In verjetno je dobro, da se za vzdrževanje svojega bloka zanimaš sproti, ne pa šele, ko vlaga udari skozi steno. Tako da se zanimamo sproti, to že nekako vemo, da se ne je tako. Ja, tako je, ne? Ampak če bi zdaj si malo sposodili to primerjavo od Mojce Širok, vemo, da v Sloveniji smo šli, ko gre za bloke iz enega sistema, kjer je bilo vse v skupni lasti in je vedno nekdo drug poskrbel in dokler se nisi zelo izpostavljal in opozarjal, da je vse narobe s tem, da so stvari v skupni lasti, je bilo tudi vse v redu. Ne? In zdaj pa smo šli iz tistega sistema v nek drug sistem, kjer pa je konkurenca in odgovornost in tako naprej. Ampak namesto, da bi se aktivirali, da bi ponotranili to osebno odgovornost, ki jo nov sistem prinaša, namesto tega v bistvu spet iščemo neko rešitev v smislu, da bo nekdo drug rešil naše probleme. Imeli smo tako tehnokratsko obdobje, ko smo vstopali v Evropsko unijo in to obdobje tehnokracije je v bistvu nadomeščalo nek razvoj naše domače notranje demokracije. Ker namesto, da bi se večino časa pogovarjali o različnih programih in idejah in tako naprej, smo se pogovarjali o tem, da je nujno treba prevzeti evropske vrednote, evropsko zakonodajo, da bo naša država normalno delovala. Se pravi, smo nekako zamenjali socializem z nekim drugim tehnokratskim sistemom, Beograd za Bruselj, ki bo pač nekako rešil vse naše težave. Ampak kmalu za tem, kmalu za vstop, so se pa potem pojavili problemi, so se pojavile krize v Evropski uniji in v teh krizah se je pokazalo, da so pač nekatere politike bile slabo zamišljene. Pokazalo se je tudi, da je nespametno, da se vedno zaupa drugim, da bodo dobro odločali v našem imenu in nekako podobno opažamo tudi pri odnosu do stanovanj in pri blokih v Sloveniji. Zdaj imamo ta sistem upravnikov in ljudje ugotavljajo, da so ponekod stroški previsoki, da je treba upravnika zamenjati, da so s tem povezane tudi težave, da lahko grejo mogoče iz slabega še na slabše in tako naprej. In podobno se danes učimo o Evropski uniji. V bistvu se učimo demokracije na nek način, ampak je žal zelo pozno. No, zdaj smo pri tej vlagi. Če greva dalje po tej analogiji od Mojce Širok, torej vlaga, ki udarja skozi stene, v bistvu vemo, da ja, ampak kaj vse ta vlaga je, nekaj ste že našteli. Torej, kaj so trenutno največje težave Evropske unije, kje so vzroki za te težave, kakšne so posledice? Ja, vidimo, da se svet okrog nas zelo hitro spreminja. Vloga posameznih držav, razmerja med temi državami in s tem povezane tudi številne krize. In zato, da bi bili se sposobni odzivati na te težave, potrebujemo zelo enotno Evropsko unijo. Tega pa nimamo.
Evropska unija je v bistvu bila narejena za nek svet, kjer države sodelujejo, se držijo pravil, se veliko trguje, obstajajo investicije, ljudje se premikajo iz ene države v drugo in to je bil nek ta idealen svet, ki je prevladal, ali pa vse ta predstava je prevladala po koncu hladne vojne in Evropska unija je idealna za to vrstni svet. Ampak žal več v to vrstnem svetu ne živimo, številne države se ne držijo pravil, uporabljajo sredstva agresije in tako naprej. Te krize sprožajo valove migracij in potem to zahteva neko učinkovito enotno ukrepanje. Evropska unija ima pa zelo šibko skupno zunanjo in varnostno politiko. Odloča se o tem za razliko od drugih stvari s soglasjem in seveda, ko je potrebno soglasje, je to zelo težko doseči, sploh če imaš znotraj Evropske unije igralce, ki so mogoče bolj na strani koga, ki ni znotraj Evropske unije. Čeprav je to tudi paradoksalno, ker recimo predstavljate si Madžarsko, če Evropska unija razpade. A bo še vedno toliko pomembna za Putina, kot je zdaj, ali bodo mogoče Madžari začeli razmišljati, zdaj, ko je Ukrajina postala ruski predpražnik, a bomo mi naslednji. Se pravi, Madžari lahko to počnejo, kar počnejo in tudi mogoče kdo pri nas in mogoče kdo na Slovaškem, samo dokler smo del Evropske unije. Se pravi, ko imamo nekoga za svojim hrbtom, ki nas ščiti, ko smo prepričani, da so vsi trgovinski sporazumi, varnostne garancije in tako naprej, del neke kolektivne dobrine, nečesa, česar smo deležni, čeprav nujno k temu ne prispevamo, pa včasih delujemo celo proti temu. Razdiralno. Se pravi, ta enoten glas in odločanje s kvalificirano večino o skupni zunanji in varnostni politiki je en tak pomemben korak, ki bi lahko povečal učinkovitost in tudi kredibilnost in moč odzivanja Evropske unije. Pa so pa tu še druge stvari. Seveda potrebna so tudi ustrezna finančna sredstva, potrebne so tudi ustrezne oborožene sile v nekaterih primerih. Tu se zdaj zelo zanašamo na Združene države in NATO in po svoje tudi prava, neka specializacija vlog. Združene države so tu odigrale svojo vlogo, Evropska unija se je bolj naslanjala na trgovino, na mehko moč, na razvojno pomoč in tako naprej. Ampak s Trumpovim mandatom se je tudi tu pokazalo, da stvari niso zavedno, da niso vsa jamstva zavedno, da se ne moremo zanašati nujno v vseh pogledih na ta sistem kolektivne obrambe znotraj NATO. In potem recimo, če pridemo do vprašanja migracij. Migracij so po eni strani odraz vseh teh različnih kriz, po drugi strani pa posamezni režimi aktivno uporabljajo migracije kot neko sredstvo pritiska, rečemo temu sredstvo množičnih migracij. To uporabljajo proti Evropski uniji, ker so zaznali to šibkost in neenostnost. Posamezne države so relativno majhne in ko so soočene s tem valom, se same niso sposobne dobro soočati in pride do nekega nacionalističnega refleksa. Ja, ste še hoteli? Ne, verjetno vas bo zanimalo zdaj glede te migracije. Za migracije, ja. Ker članice EU so torej ta teden po desetletju pogajanj nekako prižgale zeleno luč za prenovo migracijske azilne politike, pakt o migracijah in azilu 10 uredb. Peter Žerjavič, zapisnik Dela, je včeraj na Twitterju zapisal zvečer, da torej ta migracijski in azilni pakt komaj pod streho, izvajati se bo začel počasi leta 2026. 15 držav EU pa že poziva komisijo k še strožjim prijemom. Slovenija sicer ni med njimi. To, kar ste zdaj omenili, da v bistvu migracije so ena od pomembnih tem. To je tema, ki kaže in na to, da je Evropa pogosto tudi neučinkovita pri naslavljanju problemov, ne samo tega, tudi drugih, ampak tudi tega. Hkrati je tukaj na preizkušnji neka evropska človečnost, ves čas. In hkrati imamo tukaj to, kar najbolj izkoriščajo tisti, ki želijo z neko radikalno pa polarizirajočo politiko v bistvu delati politične točke. Zdaj, kako to temo sploh obravnavati politično, da si odgovoren, torej kot Evropska unija ali pa država znotraj Evropske unije, učinkovit in hkrati človečen? Ja. Zdaj, mogoče bo to koga presenetilo, glede na to, koliko se o tem govori, ampak Evropska unija nima migracijske politike. Evropska unija ima azilno politiko, to pomeni nek dogovor o tem, kdo prevzema odgovornost za prosilce za azil, za
potencialne begunce in Evropska unija ima skupno mejno politiko, politiko Schengena. To pomeni, da je nek dogovor, kakšni ukrepi se izvajajo na meji, zato da nam ni treba kazati osebnih izkaznic, ko notranje meje prestopamo. Onkraj tega Evropska unija nima praktično ničesar, da bi govorili recimo o neki skupni integracijski politiki, do skupnem standardu nekih paketa pravic, do katerega so upravičeni ljudje, ki prihajajo. Spravi, vsaka država zase ima to urejeno, izdaja neka delovna dovoljenja in tako naprej. Spravi, migracijske politike ni, to pomeni, da dostikrat napadamo nekega slamnatega moža, ko govorimo o tem, da Bruselj nekaj počne ali pa nečesa ne počne. Obstoječa politika, ta politika mejnega nadzora in azila je nek slab kompromis, ta, ki je vladala do zdaj. Zakaj? Zato, ker temelji na tem, da prva država, v katero prosilci vstopijo, prevzame vso odgovornost zanje. To pomeni ves postopek in na koncu tudi vse stroške povezane s tem, da nekdo dobi status begunca. In seveda to pomeni, da so obmejne države pod velikim pritiskom, ker one so tiste, kamor nekdo prvič vstopi, upravijo postopek in potem morajo tudi poskrbeti za tega človeka. In ta pritisk povzroča to, da namesto, da bi razmišljali o standardu varovanja človekovih pravic, razmišljajo o tem, kako te ljudi držati čim dlje od lastnih meja. In ta nova zakonodaja, ki si jo zdaj, in seveda sistem potem pogosto sploh ne deluje, ker ti ljudje skušajo zaobiti nekako kontrole v tej prvi državi vstopa in iti naprej v naslednjo državo. Včasih oblasti same to omogočajo, videli smo v migracijski krizi, ker je v bistvu ta sistem padel kot domine, ena država za drugo enostavno puščala ljudi, da so šli naprej na sever Evrope. Tisto, kar smo zdaj dobili za novo zakonodajo, je neka nadgradnja, ki po eni strani uvaja solidarnost, to pomeni, da bodo drugi na stalni bazi morali sodelovati, pomagati državi vstopa, pri tem, da nosi ta bremena. Na drugi strani smo dobili pa tudi ukrepe, ki bodo pomagali nekako zaščititi meje in držati te ljudi bolj stran od meja in jih tudi na kolektiven način ali pa nek način, ki je problematičen z vidika varovanja človekovih pravic, obravnavati. Tako da gre v bistvu za nadgradnjo slabega kompromisa z nekimi dodatnimi slabimi elementi. Zdaj, a tu obstaja neka hitra rešitev, ki bi bila bistveno boljša, bi zagotovila tako varnost kot nek standard pravic? Mislim, da ne. Tudi Evropska unija sama znotraj svojih meja tega ne more zagotoviti. To je mogoče zagotoviti zgolj z nekim širšim regionalnim, globalnim sporazumom, kjer bi tudi druge države prevzemale najprej to svojo odgovornost, ker pač sistem zaščite beguncev je mišljen za to, da ko pride do nekega konflikta, lahko ljudje odidejo v prvo varno državo. Se pravi, naslednja država, kolikor je sposobna, more biti tista, ki zagotavlja nek standard, in tako naprej. In vidimo, da te stvari trenutno ne delujejo. Druga plat, kjer pa Evropska unija lahko več naredi, pa je aktivna zunanja politika in smo spet predločeni s kvalificirano večino in tudi ustrezna razvojna pomoč. Neki odgovorni trgovinski sporazumi in razvojna pomoč različnim delom sveta, zato da bodo ljudje tam imeli možnosti za normalno življenje, ker potem ne bodo prihajali v Evropsko unijo. Moramo pa tudi govoriti tudi malo o svoji dvoličnosti in tako naprej. Recimo, ko gre za, rekel sem že, integracijska politika je v domeni držav članic, ampak vseeno tu recimo pogosto sredinske vlade, tudi desno-sredinske stranke so nekako odprte do ekonomskih migracij, se pravi, da ljudje pridejo, takrat, ko jih trg potrebuje, ostanejo začasno ali kakorkoli, pa tudi čim prej grejo. Zapravi, želijo izkoristiti nek ekonomski potencial, ne zanimajo pa jih njihove družine in tako naprej. Zapravi, zelo kratko vidno gledajo na to. Delodajalci so pripravljeni na koristi nižjih cen, ampak ne želijo pa nositi stroškov integracije, nekega trajnostnega, kohezivnega razvoja družbe. In pa se problemi dostikrat pojavijo v drugi generaciji, recimo nekdo pride, je pripravljen delati, je na boljšem, je vesel, da je sploh lahko prišel, potem pa so tu otroci teh družin, odraščajo z ostalimi vrstniki, ampak so deležni neke skrite diskriminacije, zaradi priimka v izobraževalnem sistemu, hočejo dobiti stanovanje. Recimo te raziskave so bile narejene v Sloveniji, v Ljubljani, so novinarji klicali
pod različnimi priimki, pod pretvezo, da želijo najeti stanovanje, in z nekim priimkom v Sloveniji, v Ljubljani, ni mogoče sploh najeti stanovanja, dojeti kot tveganje. Se pravi, imamo neko globoko diskriminacijo, nek celo rasizem je prisoten, in pa se pojavi problem pri tej drugi generaciji, ki je vzgojena v to, da bo imela enake možnosti kot vrstniki, v resnici jih pa nima. In potem pridejo iz šol, dostikrat dobijo neko izobrazbo, od njih pa se še vedno pričakuje, da bodo vozili avtobus, čistili WC in ne vem kaj. In potem v Sloveniji še ni veliko tega, ampak recimo v drugih državah vidimo, pride do neke getoizacije, nezadovoljstva, radikalizacije. To pa je ta del. Ampak to ni povezano z Evropsko unijo, to je povezano z našimi integracijskimi politikami. Mogoče si to delijo vse države članice, vsi smo si podobni v tem, ampak ni pa to nekaj, kar bi bilo v rokah evropskih institucij. In začeti bi bilo tukaj treba, tukaj še jaz malo posredujem, mislim, že na ravni čist šole, oziroma ali se moramo vprašati, ali Slovenija res dovolj vlaga, res dovolj dela recimo z učenci, ki ne znajo slovensko. Ker tukaj je tudi od šole do šole odvisno. Ali ti otroci res dobijo to znanje, zaradi katerega bojo potem bolj uspešni, se bolj integrirali, bolj sodelovali z drugimi in rasli v bistvu. To so temelji, to so ključne javne dobrine, če hočemo, da je družba povezana, da so enake možnosti. Izobraževanje, zdravje, stanovanje. Izobraževalni sistem nekako še funkcionira v Sloveniji, na srečo je dostopen, javen. Zdravje vidimo, da se nam lomi, z temi reformami vlade nekaj krpajo, poskušajo, pa v bistvu standard pravic nekako drsi, pada, težko pride do zdravnika. Stanovanjski del je pa izjemno problematičen. V določenih delih Slovenije pač neke skupine, segmenti prebivalstva več si ne morejo urediti stanovanjske problematike. Pa to je izjemno pomembno, ko če gledamo recimo neke raziskave v zvezi z iliberalizmom, radikalizacijo, obstaja že korelacija med tem, da nekdo ima stanovanje ali pa nima rešenega stanovanjskega problema in pogledi na liberalizem, pa mogoče neke druge radikalne stvari. Obstaja že ta korelacija. Tako da stanovanje je nek nov osrednji družbeni problem in kazalec tega, ali bo nekdo zagovarjal zmerna stališča ali se bo radikaliziral. In zaradi česar bi moglo biti v bistvu državam, tudi naši, v interesu, da imamo torej izobražene mlade in mlade z rešenim stanovanjskim problemom. Tu se nam recimo lomi cel političen in družbeno-ekonomski sistem, zato ker povojna demokracija, po vojni večina pač teh zahodnih držav dobi neko normalno demokracijo in takrat ta demokracija in stabilnost in ekonomska rast temelji na tem, da vsak dobi priložnost, da na podlagi svojega dela in znanja si ustvari nek dohodek, ima stanovanje, avto, družino. In to je ta baby boom generacija tega deležna. Zdaj pa prihajajo nove generacije, katerih položaj ni odvisen od njihovega dela pa znanja, ampak od tega, ali imajo starši stanovanje, ki ga bodo podedovali. In tu se ustvarja ta družbena razlika zdaj, je pa tudi ta razlika problem z vidika same ekonomske učinkovitosti. Ker prej so bili nagrajeni tisti, ki so več delali. Zdaj so pa nagrajeni tisti, ki imajo starše, ki nekaj imajo. In jaz dostikrat slišim te zgodbe od kolegov, eno stanovanje bom podedoval po eni babici in bom noter živel, drugega po drugi babici in ga bom oddajal študentom pa prek Airbnb-a in mi sploh ni treba delati. In to se nam zdaj dogaja v slovenski družbi. Tudi rast urbanizacije se povečuje, vedno več ljudi živi v mestih, hkrati pa mesta povzročajo to veliko razliko med tistimi, ki imajo, pa tistimi, ki nimajo. O radikalizaciji in polarizaciji ste že kar nekaj rekli. Zdaj, kateri so aktualni vzroki za vzpon desnice ali pa te radikalne desnice? Vi pravite za Bloomberg, mislim, da ste rekli, da ker sredinske stranke pač ne znajo učinkovito odgovoriti na številne krize in spremembe, o čemer sva že nekaj govorila, o teh krizah in spremembah, ki jih je doživela Evropska unija. Kakšno radikalizacijo in polarizacijo trenutno gledamo v Evropi? Ja, v času pandemije se je nekako zaupanje v Evropsko unijo, tudi v nekatere sredinske stranke, tako po Evropi, se je povečalo. Se pravi, ljudje so dojeli pandemijo kot nek zunanji šok, kot krizo in niso videli evroskeptičnih, radikalnih voditeljev kot tistih, ki ponujajo najboljše rešitve. Tudi z vidika zdravstva, strokovnih vprašanj. Se pravi, smo nek pozitiven trend videli.
Žal pa zdaj z vojno v Ukrajini, ki traja, brez neke jasne rešitve, vidimo tudi sredinski politiki zelo cincajo, koliko bi sploh pomagali, odlašajo, včasih ne pomagajo, ali pa pomagajo z besedami, manj pa z dejanji. To zelo spet demotivira te sredinske volivce. Za vsako delovanje, normalno delovanje demokracije je sredina zelo pomembna. To so pač neki običajni ljudje, ki imajo možnost na pošten način priti do dohodka, ki jim omogoča neko blaginjo. In ki so tudi prepričani, da politični sistem odgovarja njihovim željam. Se pravi, politiki so odzivni, neki se želijo, politiki se odzovejo. In takrat, ko to neha delovati, kot sredinska politika več ne odgovarja njihovim potrebam, ko se dogajajo neke krize, šoki, ki jih sredinska politika ne uspe razrešiti, ko stvari trajajo predolgo, ta del volilnega telesa postane demotiviran. Ne želijo iti več na volitve, ne želijo biti politično aktivni, v ospredje pa potem pridejo radikalni glasovi. V družbah, raziskave kažejo, v zahodnih družbah je delež ljudi z radikalnimi pogledi, ki zagovarjajo nek rasizem, diskriminacijo, uporabo nasilja, zelo majhen. Ampak v teh situacijah, ko neka sredinska politika izgubi legitimnost in ko ljudje imajo občutek, da ne morejo na normalen način priti do določene blaginje, pa potem te skupine lahko preglasijo ostale. In pa imamo tu še problem pač socialnih omrežij, imamo problem staranja prebivalstva. Recimo starejši imajo nek drug vrednoten sistem, kot mlajši so manj naklonjeni spremembam in tako naprej. Vse te, sprememo tudi ta generacijski konflikt. V Sloveniji ga opazujemo lih pri nepremičninskem vprašanju, ko smo se ga prej že dotaknili, recimo davek na nepremičnine, to je nek vprašanje generacijske delitve v Sloveniji. Ko teh rešitev ni, pač ti radikalni glasovi prihajajo v spredje in hranijo drugega ponavadi. Se pravi, en pol s svojimi dejanji hrani drug pol. Kakšna je pa evropska perspektiva teh skrajnih desnih strank v tem trenutku? Kako vi to vidite? Ja, nekaj sva že o tem govorila. Že na volitvah leta 2019 se je povečala podpora tem strankam. Zdaj se ponovno pričakuje neka rast podpore, nekih izračunih ne toliko dramatična, da bi bistveno spremenila sliko, da bi jih naredila za ključnega igralca ali kakorkoli, ampak vidimo nek dolgoročen trend, ki je zaskrbljujoč in ki ga pač zaenkrat sredinska politika ni uspela nagovoriti. Vse ni toliko negativno tudi z vidika tega, da če pogledamo po posameznih državah, članicah, vsaj na zahodu, te zelo radikalne desne stranke ne uspejo pogosto postati del neke vladajoče politike. Recimo Wilders je šele zdaj, bo mogoče uspelo sestaviti koalicijo, v kateri pa sam ne bo. Recimo, če gledamo v Italiji, je tudi vladajoča stranka vseeno bolj zmerna stališča zavzela do številnih vprašanj. Večji problem je na vzhodu Evrope, kjer, ko pridejo na oblast, tovrstni politiki želijo ugrabiti čim več vzvodov moči, da se na ta način potem lahko vztrajajo. Mediji, pritisk na opozicijo, civilno družbo in tako naprej. Tako da, do zdaj se je v bistvu vzhod Evrope pokazal za bolj problematičen z te perspektive. Ko govorimo o polarizaciji in radikalizaciji, bi se morali tukaj več pogovarjati o tem, kar se je zgodilo ta teden na Slovaškem, torej o streljanju na slovaškega premierja. Je v bistvu to, ali gledamo neko novo zaostrevanje v zgodbi polarizacije? Smo lahko čez to optiko v bistvu. Kolega Jakob Murovec je danes objavil svoj pogovor na N1 z politologom z Karlove univerze v Pragi. Jaroslav Bilek je rekel, da politične elite na Slovaškem so postopoma izgubile zmožnost in željo, da bi se med seboj sploh pogovarjale. Ja, zdaj to pač ni čist nek nov pojav, to gledam, politično nasilje, radikalne skupine in tako naprej. Te stvari so prisotne v neki meri skozi vso moderno ali pa tudi povojno obdobje v Evropi, tako da ne gre čisto za nek nov pojav, gre tudi za posamičen pojav volka samotarja, kako se temu že reče. In pač razgreta politična situacija, kjer ljudje uporabljajo zelo jezik sovraštva, pa seveda potem
tlakuje teren za to vrstne stvari. Ne, na Slovaškem, verjetno se boste spomnili, je prišlo v času prejšnje Ficove vlade do napada, umora novinarja in partnerke. Politika sama bila tista, ki je bila povezana z nekim nasiljem, ne, ki ni samo govorila, ampak je aktivno sodelovala, ne, v uporabi nasilja zoper drugače misleče. Ne. Zdaj pa pač to nek odziv, nek bumerang, ne, spet v kontekstu, ki se na Slovaškem uporabljajo težke besede, ne, ki ne bi spadale v neko razvito politično skupnost, ker pač skupnost pomeni, da želiš ostati skupaj, ne? In če uporabiš neko vojno, agresivno retoriko, to pač vodi pol v razpad skupnosti. Ne bi pa preveč velikih sklepov iz tega vlekel, ne? Verjetno, mogoče se boste spomnili, ko je Slovenija imela mejni spor s Hrvaško, so takrat tudi ujeli nekoga na vlaku z bombami ali kako že, ne? In je bila v bistvu sreča, da ni do ničesar prišlo, lahko bi se tudi drugače razpletlo. Ne. Tako pač v tej razgreti, polarizirani situaciji je potem dovolj, da se najde sam en posameznik. To pa vemo, da imamo, ne, v družbi, tako imamo nek delež sociopatov in psihopatov, pač hitro se nekdo najde. O socialni sliki Evrope. A je pravilen ta nek občutek ljudi v Evropi, da jim gre slabše, kot jim je šlo nekoč? Komu gre slabše, komu boljše? Ja, zadnje stvari, ki sem v zvezi s tem bral, kažejo celo, da ne gre najnovejšim generacijam slabše, kot je šlo prejšnjim generacijam, da celo hitreje prihajajo do določenih dobrin. So pa seveda razlike znotraj tega. Ne? In stanovanja, ne, stanovanjska problematika je ena stvar, ki ločuje posamezne skupine, ne? In tudi v različnih državah članicah je to različno izraženo. Ne? Recimo v Sloveniji se zdi, Ljubljana in tako naprej, da je to postal velik problem. Mogoče v nekaterih drugih državah uspejo to bolj regulirati, več investirati v gradnjo stanovanj in tako naprej, in to manj prihaja v ospredje. Povezano je tudi malo z demografsko sliko, ne? V ene države se ljudje še vedno preseljujejo, pa v ene dele od drugje se odseljujejo. Slovenija je še vedno država neto priseljevanja. Se pravi, ljudje želijo živeti v Sloveniji in smo tudi zadnji na tej poti proti jugovzhodu, za katere to velja. Recimo, če pogledamo že Hrvaško ali pa države naprej, proti jugu, ne, so države neto izseljevanja. Ljudje, mladi od tam odhajajo. Ne, in podobno velja za vzhodno Evropo, ne, Madžarska in tako naprej. In celo nekateri politologi, recimo Ivan Krastev, pravijo, da njihova obsedenost z migracijami pa antimigracijsko retoriko ne izhaja iz tega, da bi ljudje prihajali, ampak iz tega, ker so prestrašeni, ker ljudje mladi odhajajo, ne, pametni potenciali odhajajo iz njihovih držav in potem je ta strah, kdo je pa zdaj tisti, ki nas bo nadomestil. Ne, in seveda ne želijo govoriti o tem, da nekdo odhaja, ker je to problem za vladajočo elito, ne, kakšne pogoje ustvarila, in namesto tega govorijo o tem, kdo prihaja. Ne. Kje v tej globalni tekmi ekonomski, recimo, pa je Evropa trenutno v primerjavi s Kitajsko in ZDA? Torej, če pogledamo Evropo še od zunaj, ne, kje smo? Evropa je imela zelo dinamično obdobje gospodarske rasti, vzporedno z to veliko širitvijo. Ne. Pridruževanje novih držav članic, 90. leta, začetek novega tisočletja nam je šlo zelo dobro, recimo smo dohitevali Združene države, smo rasli hitreje od Združenih držav Amerike. Potem pa je prišla ta kriza v evroobmočju, kjer je vsaka država malo vlekla v svojo smer in to je upočasnilo rast Evropske unije kot take. Ne. In po tem obdobju, tam 2014-2015, pa preko Evropska centralna banka spremeni politiko in tako naprej, se stvari začnejo izboljševati, ne, ampak ne do take mere, da bi lahko ponovno ujeli tisto hitrost rasti od prej. Zdaj tudi vprašanje, je bila tista hitra rast prej povezana s tem, da so države, nekdanje socialistične države, ki so imele nek potencial, vstopale, prevzemale stvari in seveda v prvi fazi je bila rast zelo hitra, pa se je pa začela malo upočasnjevati, gre tudi za to. Tisto, kar pa trenutno opažamo, pa je, da spet zelo zaostajamo, recimo za Združenimi državami Amerike. Ne, oni so imeli recimo ta ogromen paket, ki se je imenoval sicer protiinflacijski, mogoče imel tudi obratne učinke, ampak poanta v tem, da je
zelo podprl rast domačega gospodarstva. Ameriška gospodarstva trenutno se zelo dinamično, zelo hitro razvija, raste, tudi zgleda, da te globalne krize potem povzročajo to, da se investitorji obračajo v Združene države. Tudi Kitajska je imela neke težave, se pravi, globalni investitorji vidijo Združene države kot tisto varno zavetje. Evropska unija pa trenutno raste precej počasneje. Zdaj zakaj? Se tudi sam proračun, se pravi to, kar lahko Evropska unija sploh naredi, je veliko bolj omejeno, kot v primeru Združenih držav Amerike. Naš proračun Evropske unije je pač 1% BDP-ja, EU-ja, to je nek zelo majhen manevrski prostor. V času po pandemiji smo to povečali za nek znesek, ampak recimo še vedno ni dogovora o tem, na kakšen način bomo sploh ta znesek vračali. Do konca desetletja bi bilo treba ta dogovor sprejeti o novih finančnih virih, pa trenutno zelo slabo kaže. Tako smo ujeti v neka politični sistem odločanja in tudi zelo omejene vire, ki jih Evropska unija kot takšna ima, da bi lahko spodbujala razvoj celotnega kontinenta. Zaključiva, pojdiva spet nazaj k evropskim volitvam, ki se približujejo. Pa zaključiva na tem faktorju v bistvu Rusije. Kakšen faktor je Rusija v tem trenutku pred evropskimi volitvami za Evropo in za evropske volitve? Koliko je te vpletenosti in na kakšen način? Ja, zdaj naprej kot tema, se mi zdi, da trenutno pri nas, pa tudi kje drugje se malo več govori o Palestini. Verjetno v večini držav članic je pa Rusija bolj tema. Ta vojna v Ukrajini. Seveda se poskuša vpletati na različne načine, moramo biti tudi pošteni, saj tudi zahodne države so se na različne načine vedno vpletale v dogajanje drugje, ampak recimo pri nas je vsaj nek demokratični nadzor na tem, kaj se počne. Imamo navznoter neko konkurenco, ravnotežje med institucijami in tako naprej. Pri Rusiji je večje vprašanje odgovornosti, kdo sploh prevzema odgovornost za ta dejanja. Mogoče tudi ne bi prevelike pozornosti temu njihovemu vmešavanju pripisoval, zato ker tam, kjer so uspešni zaradi tega, ker smo mi navznoter razdeljeni, ker so neke razlike med nami, polariziran politični sistem, neuspešne sredinske elite in tako naprej. Se pravi, to jim nekako odpira možnost vplivanja. Ne zgolj to, da lahko kupijo medijsko podjetje pa razširjajo svoje novice. To se mi zdi manjši del te problematike. Tisto, kar vidim pa sam kot večji problem, pa je, kaj se bo zgodilo, če zmagajo v Ukrajini. Se pravi, če zavzamejo večji del te države, če pride do kolapsa ukrajinske obrambe, ukrajinskega sistema. To se mi pa zdi, da lahko povzroči tudi nek zelo hud obrat v nacionalizem v trenutni Evropski uniji, v zahodnji Evropi. Se mi zdi, da na levi se ustvarja občutek, da smo nekako sami krivi, da smo sami Rusijo nekako prisilili, da je naredila to, kar je naredila, da smo bili militaristični. Hkrati pa na desni strani političnega pola se pa krepi neka retorika o nesposobnih politikih, elitah, da je treba biti bolj odločen, zaščititi lastne meje. In se mi zdi, da če bi Rusija tam dosegla svoje cilje, bi potisnila to zahodno Evropo v to zelo polarizirano predstavo. V veliki meri so pa krivi seveda sredinski politiki, ki najprej sploh niso verjeli, da bo do tega prišlo. Potem so oklevali s pomočjo, pomalo, mogoče to, mogoče ne. In tudi do danes to gledamo, v bistvu politiki bolj tekmujejo, kdo bo uporabil močnejše besede, morali pa tekmovati v tem, kdo bo več sredstev, ki jih oni potrebujejo, jim zagotovil. Ker pač branimo državo, ki želi biti evropska država, kjer je neka demokracija, kjer se ljudje svobodno odločajo, pred tem, da bo postala provinca avtoritarnega režima, ki ga vodi 70-letnik, ki živi v nekem mehurčku in pač ne razume več sveta okrog sebe. In tudi ne bo nosil posledic za vse to, kar počne. Ker te ekonomske, socialne posledice, ki Rusijo čakajo, se bodo dogajale v nekem obdobju
ko bo verjetno Putin postal že senilen in bo počasi odhajal. Ne. Hvala lepa, hvala za vse, kar ste povedali, hvala za vašo analizo in upam, da še kdaj pridete. Ja, malenkost. Hvala tudi vam, gledalci in gledalke. Naslednji teden smo spet z vami.